Na tem mestu bi na kratko povedal, kaj se je od zadnje tiskovne konference zgodilo. Kot je bilo že na tisti konferenci povedano, smo pridobili izjave doping control officerjev, se pravi ljudi, ki so bili neposredno udeleženi pri odzemu urinskega vzorca. Prav tako smo pridobili izjavo zdravnika Rastka Štoka, ki je bil v zagovoru Jolande Čeplek omenjen, in pridobili smo tudi strokovno mnenje dveh strokovnjakov iz področja biokemije. To sta bila profesor dr. Vladka Čurin-Šerbec in dr. Hans Heid iz Heidelberga. Komisija za antidoping je sprejela enoten sklep, da na podlagi dokumentov, ki so prišli iz laboratorija, na podlagi dokumentov, ki jih je poslala Mednarodna atletska federacija, na podlagi izjav zaslišanih ljudi in na podlagi vseh pravil IAF in pravil Atletske zveze Slovenije, je sprejela sklep, da se uvede disciplinski postopek zoper atletinjo Jolando Čeplak, ker ni bilo najdenih oziroma evidentnih nobenih, recimo temu, neobremenilnih dokazov, tako da se pač v naslednjih korakih ta postopek predaja disciplinski komisiji. Mene zanima zdaj, recimo, pač, glede na to, da so se pojavila pač neka nova, iz teh nekaterih teh ljudi, pač iz teh imenov, so se pojavile neki novi, pač neka nova dejstva, v katerih vi očitno niste razpravljali, ali pa niso seznanili, zdaj se ne vem, pač nekateri novi izsledki. Mene zanima, ali ima ona pravico zdaj še, oziroma kako bo ta disciplinski postopek potekal, ima ona pravico še zahteva dodatne pojasnitve, če pride do kakšnih drugih, recimo, kar oni predvidevajo novih dokazov. Poglejte, disciplinska komisija se je odločala na podlagi dejstev. Tisto, kar se smatra, da so neka nova dejstva, so ugibanja, hipoteze in domneve. Na podlagi domnevanj, hipotez in domnev pač ne moremo sklepati. Vsak športnik ima pravico, da vkolikor dokaže Mednarodni atletski federaciji in Mednarodni oziroma Svetovni protidopinški agenciji, da je test ali s testom karkoli narobe, se pač vzpostavi postopek med Mednarodno atletsko federacijo in pa med Svetovno protidopinško agencijo. Torej, če bi Jolanda Čeplak uspela dokazati, da je nekaj narobe s testom, to se pravi, da test lahko pokaže lažno pozitiven rezultat, potem je to odnos med Mednarodno atletsko federacijo in Jolando Čeplak in ne med Komisijo za antidoping Atletske zveze Slovenije. Nismo se dobro zastopili, jaz sem vprašal za disciplinsko komisijo, jaz sem zastopil, vi ste zdaj končali, da še stopili. Ja. Ampak mene zanima, da če lahko ona tudi na disciplinski komisiji zahteva dodatno, ali je to, ali to gre direkt na IAF, ko se disciplinska komisija odloči? Disciplinska komisija ima vsa pooblastila, da pridobi dodatne dokaze, opravi dodatne zaslišanja in sklepam, najverjetneje bo za dodatno pojasnila zaslišala tudi mene kot predsednika komisije za antidoping. Torej, tukaj je odgovor pritrdilen, da. Jolanda Čeplak ima še vedno možnosti, da dokaže, recimo, če so neka dejstva, ki bi dejansko spodbijala pozitiven rezultat. Jaz bi pa še to dodal, da seveda po pravilih mora biti uveden disciplinski postopek do 18. decembra letošnjega leta. Oblikovan bo senat disciplinske komisije, ki bo obravnaval ta primer in do 18.6. drugega leta mora biti pa izrečen ukrep. Znotraj tega pa seveda tečejo te postopki, katere je omenil dr. Malvrh.
Antidopinška komisija tudi priporoči kazen disciplinske komisije. Ne. Kakšno kazen boste priporočili? Ne. Ne, sama po pravilniku. Ne. Komisija za antidoping izda tak sklep, kot je bil prebran. Disciplinska komisija bo v skladu z pravilnikom o delovanju disciplinske komisije določi kazen. Naj omenim pri tem, da je najnižja kazen za kršenje protidopinških pravil 2 leti, lahko je pa seveda tudi več. S 1.1. leta 2008 pa naj bi bila te kazni celo višje. Ja, ampak ona ne pride. Ne, absolutno ne pride. Ne.